Lep pozdrav na novinarski konferenci po 46. seji vlade. Običajna prisotnost. Predlagam, da kar predsednik vlade poda nekaj stališč na aktualne dogajanje. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Zahvaljujem se za takšno množično pozornost, redko jo doživimo v tej dvorani, kot da bi nadaljevali obisk v notranjski regiji, kjer ste bili prav tako prisotni in se vam za to zahvaljujem. Preden pa preidemo k bistvu nekaj kratkega uvoda. Mislim, da je bil datum torek 8. januarja leta 2013. Jaz sem ravno v pisarni iskal svoje odgovore na vprašanja Klemenčič-Praprotnikove komisije, ko sem na radiju slišal zahtevo predsednika Državljanske liste Gregorja Viranta po svojem odstopu. To se je zgodilo v času, ko jaz tega poročila nisem niti še uspel dobro prebrati in kakšno uro pred vnaprej napovedanim sestankom koalicije, kjer bi se bilo možno o vseh stvareh pogovoriti in seveda tudi zahtevati od mene, da predstavim odgovore na obtožbe korupcijske komisije. Nič od tega se ni zgodilo. Na sestanku koalicije, ki je sledil, je bil predsednik Državljanske liste izjemno agresiven. Najprej celo zanikal, da je bil s tem poročilom predhodno seznanjen. Potem je pod težo dokazov tole priznal, stežka. Vendar pa je bilo takrat jasno, da se ne njegova stranka, ampak on osebno ni pripravljen pogovarjati o ničemer, ampak zgolj o odstopu predsednika vlade in s tem tudi vlade. Odstop predsednika vlade pomeni odstop celotne vlade in začetek kompliciranega postopka za oblikovanje nove vlade, kar seveda poznate, ker se je to v Sloveniji že zgodilo. Zdaj ta reakcija druge, majhne, ampak še vedno druge največje stranke v koaliciji, ki so izsledile podobne reakcije tudi nekaterih drugih koalicijskih strank, je presenetila posebej zaradi tega, ker poročilo korupcijske komisije, ki se nanaša name, ni korektno, ne gre za akt politične inkvizicije, je netočno po vsebini, je zgrešeno v pravnem smislu in je tudi zakonodaja, na katero se sklicuje, sporno z ustavnega vidika, ker naj bilo to neko dokončno poročilo, nek dokončen akt, zoper katerega ni pritožbe, čeprav je ta pravica po slovenski ustavi zagotovljena, zoper kakršenkoli akt katerega koli organa. Ne glede na to, da se to poročilo sklicuje na svojo dokončnost, po mojem mnenju in tudi po mnenju pravnih strokovnjakov slovenska ustava še vedno velja. Zato sem tudi jaz osebno vložil pritožbo ta teden in prav tako bodo sproženi vsi ostali pravni postopki, ki zagotavlja slovenska ustava. Kar se tiče političnih posledic tega dogajanja, pa pravzaprav spremljamo že videno. Gospod Gregor Virant uporablja enak pristop, kot ga je uporabljal Gregor Golobič v prejšnji koaliciji in v prejšnji vladi. Tudi takrat je ta prvi Gregor zahteval najprej odstop predsednika vlade, pa potem odstop vseh predsednikov takratnih koalicijskih strank. Sicer je grozil s tem, da bo šel iz koalicije in zahteval predčasne volitve. Odstopa ni bilo, ta prvi Gregor je potem dejansko izstopil iz vlade, mislim, da se je to zgodilo 2. junija leta 2011. Temu je avgusta istega leta sledila še predsednica Liberalne demokracije. Do glasovanja o zaupnici pa je potem prišlo konec septembra leta 2011. Od glasovanja o zaupnici konec septembra leta 2011 do začetka februarja lanskega leta, ko je Slovenija dobila operativno vlado, je minilo več kot 4 mesece časa, ki ga je Slovenija zapravila
V tistem času se je položaj države bistveno poslabšal. Včeraj je bila stavka velikega dela javnega sektorja zaradi 5-odstotnega znižanja mase plač v proračunih v letošnjem in prihodnjem letu. Bistveno večjo vsoto smo takrat zapravili v tistem mrtvem teku 4 mesecev od izglasovanja nezaupnice do oblikovanja nove vlade. Obstaja veliko paralel med situacijo, ki se je začela spomladi leta 2011 v prejšnji koaliciji, in med situacijo, ki jo spremljamo v zadnjih dneh in tednih. Obstaja pa seveda tudi bistvena razlika med tistim časom in časom, kakršen je danes. Ne samo zaradi bistveno bolj resne gospodarske situacije, ki je deloma posledica tudi takratnih dogajanj, ampak tudi zato, ker smo bili v letu 2011 in v času, ko so bile takratne predčasne volitve na 3/4 takratnega mandata, in so bili tudi poslanci približno pripravljeni na ponoven preizkus pred volivci. Zdaj smo na 1/4 mandata in je situacija glede tega bistveno drugačna. Drugačna oziroma razlika med obema situacijama pa je tudi vsebinske narave. Takrat so bile predčasne volitve tudi zaradi tega, tudi mi smo jih podprli, ker se tista vlada, ki jo Gregor Golobič rušil, ni bila sposobna resno spopasti z izzivi gospodarske in finančne krize in je Slovenija tonila vedno globlje in globlje. V tej situaciji pa je za nami 1 leto mandata, ko je vlada naredila veliko stvari za to, da Slovenija izide iz krize. Sprejeti so bili tudi ukrepi, ki so bili še pred pol leta smatrani za nerealni, ukrepi na meji mogočega. In od 5 ključnih projektov, ki so potrebni za izhod iz krize ali pa za vzpostavljanje realnih pogojev za to, da bo Slovenija izšla iz krize, je bilo v lanskem letu skozi vlado in skozi parlament in skozi vse zaplete in socialne partnerje in nevarnost referenduma spravljeni 4/5, se pravi 4 od 5. V tem je velika vsebinska razlika med situacijo, v kateri se je rušila vlada leta 2011 in situacijo, v kateri se vlada ruši leta 2013. Obstaja pa še ena politična podobnost, ki izhaja ne samo iz ravnanja posameznikov, izhaja tudi iz narave našega političnega, predvsem pa volilnega sistema. To pa je, da je Slovenija obsojena na koalicijske vlade, v katerih je veliko število strank in da v takšnih situacijah ne odločajo najbolj ustvarjalni, najbolj konstruktivni elementi koalicije, ampak odločajo najbolj destruktivni elementi koalicije. V tem pa je zelo velika podobnost med časom leta 2011 in sedanjim časom. Moram se nekoliko korigirati, ko govorim o stranki. V lanskem letu je koalicija, kot sem dejal, opravila tudi stvari, ki so bile na meji verjetnega, tudi s pomočjo državljanske liste oziroma poslancev in obeh ministrov državljanske liste, ki so sodelovali v koaliciji in v vladi. Za stranko kot takšno je bilo sodelovanje korektno, težave so bile skoraj izključno s predsednikom te stranke, ki je potem, ko so predlogi z vladne strani, pa tudi če so prišli iz resorjev, ki sta jih vodila njihova ministra, spreminjal stališča, vlagal amandmaje z opozicijo, kompliciral do nemoglosti in potrošil večino časa, ki ga je koalicija porabila za dolgotrajno usklajevanje, je šlo ravno na račun kapric ali česarkoli, niti ni važno, kako to poimenujemo, ne stranke državljanske liste, ampak predsednika te stranke. Ministra te stranke sta v vladi sodelovala korektno, kljub temu, da sta odstopila, kar je normalno, če se je stranka odločila za izstop iz koalicije, sta opravila pomembno delo in jaz se obema za to delo in korektno sodelovanje zahvaljujem. Je pa žalostno seveda, da
so tudi nekatere stranke pač ujetniki ravnanj v situacijah, ko po enem letu mandata nekateri posamezniki začnejo gledati zgolj javnomnenjske ankete in tiste interese, ki zadevajo neposredno prestop volilnega praga. To je prekletstvo Slovenije, ki si ga je pridobila z spremembo volilnega sistema oziroma s tem, ko je leta 2000 pisala izkrivljen proporcionalni volilni sistem v ustavo. To je zdaj težko spremeniti in ravno ta sistem, če vsebinske in politične razloge odštejemo, je sistemski razlog za to, da se eno leto po predčasnih volitvah spet pogovarjamo o predčasnih volitvah. Zdaj, kar se tiče predloga o tem, naj bi jaz sam predlagal glasovanje o zaupnici, je treba najprej povedati, da je to akt, ki ga ustava izrecno polaga v roke vsakokratnemu predsedniku vlade. Ni to nekaj, o čemer bi lahko odločil en koalicijski partner. Ni to nekaj, kar je dostojno v smislu pozivanja stranke z 7 poslanci napram stranke, ki ima 26 poslancev. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je večja od celotnega sveta državljanske liste. Poleg tega pa od te stranke nikoli v vsem tem času nismo prejeli niti enega formalnega dopisa, predloga, vprašanj, prošenj ali zahtev po kakšnih pojasnilih. Vse, kar smo imeli, so bile vsakodnevne, lahko bi rekli vsakourne izjave predsednika te stranke, ki je pozival k odstopu in vložitvi nezaupnice. Nezaupnica ne pride v poštev zaradi razlogov, o katerih sem prej govoril. Imamo izkušnjo iz leta 2011-2012. Slovenija v tem času ni v kondiciji, to boste videli iz kasneje predstavljenih razlogov, da si privošči 4 mesece mrtvega teka. Tisti, ki poziva na to, se enostavno ne zaveda realnosti situacije. Pred nami oziroma pred to državo je nekaj nujnih odločitev, ki se jim pravzaprav ne bo mogoče izogniti. Tudi če bi se jim kdo hotel, bo za to plačana cena, ne nazadnje tudi v dražjem življenju in v večjih davkih, ker se to vse sešteje. So pa te strateške odločitve takšne narave, da za njihovo sprejetje potrebujemo dvotretjinsko večino v Slovenskem državnem zboru. Kar seveda pomeni, da tudi ta koalicija, če bi obstajala v polnem sestavu, za sprejetje teh strateških dvotretjinskih odločitev ne bi bila dovolj. Bi se v vsakem primeru morali pogajati tudi z ostalimi parlamentarnimi strankami ali iskati morebitne dogovore izven okvirov tega mandata. Zdaj, te strateške odločitve, za katere potrebujemo dvotretjinsko večino in brez katerih se bo Slovenija še bolj zapletala v krizo, so naslednje. Ena je sprememba ustave v zvezi z referendumsko ureditvijo. Jaz upam, da bo Državni zbor prihodnji teden opravil prvo potrebno glasovanje za to, da do te spremembe pride. Da se zakoni fiskalne oziroma proračunske narave izvzamejo iz referendumskega odločanja. To bo ne samo pomembno sprostilo sam proces legitimnega odločanja v državi, ampak bo to tudi signal navzven, da Slovenija ni več država, kjer je lahko katerakoli vlada ali parlament žrtev takšnih in drugačnih blokad, tudi ko gre za najbolj racionalne odločitve. Torej, ta dvotretjinska odločitev v zvezi z spremembo členov ustave ali pa členov ustave, ki govorijo o referendumih, je ključna, je strateška, ne gre samo za to, kaj mi sami o sebi mislimo, gre tudi za to, kako gledajo tisti, od katerih je odvisna cena našega zadolževanja na Slovenijo. Izjemno pomembna stvar. Zdaj, druga takšna odločitev, ki čaka Slovenijo, stvari pa niso popolnoma razjasnjene, je
tudi dvotretjinsko glasovanje o ratifikaciji pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji. Najmanj, kar si mi sami, pa seveda tudi naši partnerji v Evropski uniji, pa tudi sosedje na Hrvaškem, verjetno v tem času, ko bo treba sprejeti to odločitev, želijo, je neka dolgotrajna 4-mesečna politična kriza z volilno kampanjo, ker bo to volilna tema. Ne bi šel globlje v to situacijo, ampak tisti, ki pozivajo na 4-mesečno blokado, enostavno ne vedo, kakšne posledice bi to imelo. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo oziroma je tik pred zaključkom priprave obsežne reforme sodnega, pravosodnega sistema v Sloveniji. Brez te reforme tudi gospodarske oživitve enostavno ne bo. Če ne bo zagotovljena pravica do plačila podjetjem in podjetnikom, ki opravijo neko storitev ali pa prodajo nekaj, in če ta pravica ne bo zagotovljena v realnem času, ne pa da bo povprečni čas za reševanje gospodarskih sporov 4 leta, mi lahko naredimo vse ostalo, pa kriza še vedno ne bo odšla iz te države. Za nekatere ključne odločitve pri tej reformi je potrebno širše soglasje, širše od te koalicije, ki je v lanskem letu pač sestavljala to vlado. Po našem prepričanju so tukaj potrebne tudi ustavne spremembe, kar samo po sebi terja absolutno dvotretjinsko večino. In tega problema enostavno ne bo možno v prihodnosti ignorirati, tako kot se je ignoriral v dveh preteklih mandatih. Seveda v tem nas čaka tudi v tem okviru dvotretjinskega odločanja in spremembe ustave realizacija zaveze, ki smo jo končno dali sami sebi, pa tudi našim evropskim partnerjem, to je vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Ta problem smo lani ne rešili, ampak nekako odložili. Lani se formalni roki niso iztekali, zdaj pa se začenja muditi. Naši partnerji, ki so v boljši kondiciji, ki imajo boljše napovedi za gospodarsko rast, ki prispevajo večino denarja za reševalne mehanizme znotraj evrosistema oziroma znotraj evroobmočja in ki so že vpisali uravnotežen proračun v ustavo ali to uredili na podobni ustavni ravni z veliko garancijo, da se država ne bo čezmerno zadolževala, verjetno ne bodo čakali Slovenije, da kar cinca okoli tega in opravlja dolge razprave, če pa je Slovenija sama podpisala to pogodbo in jo tudi ratificirala v parlamentu in to z velikansko večino. To so 4 pomembne stvari, ki nas čakajo ne drugo leto, ampak v letošnjem letu in za katere potrebujemo širše soglasje od tega, kar je ali pa bilo možno doseči znotraj obstoječe koalicije. Potem so še ostale zadeve, ki so ravno tako pomembne, lahko bi rekli, ki so ravno tako življenjskega pomena za Slovenijo, ne terjajo pa dvotretjinskega odločanja ali pa soglasja, če pa je možno, pa seveda tudi širšo podporo. Na prvem mestu je problem, ki smo ga lani z uspešno prodajo obveznic na dolarskem trgu rešili za nekaj mesecev ali pa pol leta, ne pa odpravili, to je zagotavljanje likvidnosti države. Mislim, da boste zdaj na ekranu videli številke, ki govorijo o tem, koliko se mora država zadolžiti v letošnjem letu za to, da bomo financirali tekoče stroške proračuna oziroma javne porabe oziroma proračunski primanjkljaj, ki ga še vedno imamo v tem in proračunu prihodnje leto. To je skoraj 1,5 milijarde evrov v letošnjem letu. To, kar se danes dogaja vsak dan, dviguje tveganje za to, da bo ta denar za nas dražji in tudi draži vse skupaj in javna poraba
se kaže v drugih dimenzijah. Spodaj imate tudi številko 3 milijarde in 164 milijonov. Te milijarde pa mora Slovenija odplačati v letu 2014 in 2015, oziroma to so samo glavnice, ki jih moramo odplačati v letu 2014 in 2015. Velike tranše odplačil zapadejo sredi letošnjega leta. In si ne predstavljam teh operacij na mednarodnih finančnih trgih v primeru, če bo v tem času volilna kampanja ali kakšna druga nestabilna situacija. 6. 7. februarja se zaključuje pogajanja o naslednji finančni perspektivi, o tako imenovanem 7-letnem proračunskem okviru Evropske unije za obdobje 2014-2020. Gre za izjemno pomemben vrh Evropske unije. Za nas še posebej smo kohezijska država, od teh sredstev, ki jih bomo dobili oziroma ki si jih bomo izpogajali v finančni perspektivi, ki se bo začela 1. januarja prihodnje leto, je v veliki meri odvisna možnost našega investiranja v tem obdobju, še posebej v naslednjem letu in letu 2015, ko kakšnih čudežev pri domači porabi in gospodarski rasti ni možno pričakovati. Če bi se zgodilo to, na kar je pozival gospod Virant, in bi vlada odstopila in tako naprej, pred 7. februarjem, potem se niti ni bilo treba iti pogajati v Bruselj, ker vlada, ki nima nobenih pooblastil, nihče resno ne jemlje. In posledice bi se seveda merile v desetinah milijonov ali pa v stotinah milijonov, glede na številke, ki so na mizi za naslednjih 7 let. Že tako so pogajanja trda zaradi splošne nepripravljenosti neto plačnic v Evropski uniji, da prispevajo več kot 1% v seštevku evropskega bruto domačega proizvoda v ta finančni okvir, in niti to vprašanje še ni rešeno. Mimogrede, zadnja priložnost za neformalno usklajevanje v zvezi z 7-letno finančno perspektivo Evropske unije pred tem formalnim vrhom 7. februarja bo ta vikend, ko je srečanje Evropska unija, Latinska Amerika v Čilu. Slišal sem neke pripombe, če zdaj bo predsednik vlade šel na izlet v Čile. Gre za en dan sestankov, za to, da se gre na te sestanke, je potrebno več kot 40 ur leta in prekladanje po letališčih preko vikenda. So seveda pomembne teme na dnevnem redu, tudi ko gre za odnose med južnoameriško celino in Evropsko unijo, vendar pa je to seveda tudi zadnja priložnost za neformalno usklajevanje stališč glede 7-letne finančne perspektive, zato je pač udeležba enostavno obvezna. Zdaj, kot veste, je vlada prejšnji teden obravnavala izhodišča za memorandum, ki ga mora Slovenija tudi poslati tudi, mislim, da do 8. februarja arbitražnemu sodišču v Haag. Gre za pogled, kjer Slovenija vidi mejo med Slovenijo in Hrvaško. Kot veste, je vlada morala preložiti obravnavo, ker zadeve niso bile v redu pripravljene, tudi danes nismo prišli do dokončne odločitve. Tema bo v obravnavi na seji matičnega delovnega telesa v Državnem zboru prihodnji teden, verjetno tudi na seji Državnega zbora. In politična situacija, ki so nekateri ustvarili, zgolj komplicira možnost neke enotne soglasne odločitve zelo pomembnega stališča, ki bo imelo zgodovinske posledice za državo
Mislim pa, da je vsem jasno, da tukaj enotnost potrebujemo. No in ne nazadnje, peti strateški cilj vlade in koalicije v lanskem letu je bila tudi reforma trga dela. Pogajanja v lanskem letu nismo uspeli zaključiti, so pa zdaj v zaključni fazi. Tudi tukaj potrebujemo čim širše soglasje za oba zakona. Brez reforme trga dela ne bo dostopa do tistega vira kapitala za investiranje, ki ga Slovenija za hitrejšo rast nujno potrebuje, to je do tujih investicij. Manjše bodo tudi investicije domačega gospodarstva, kar pomeni, da ne bo novih delovnih mest in da bo tudi manj sredstev v proračunu in stavkovne zahteve, kakršne smo slišali včeraj, bodo čez eno leto samo še pobožne želje, če se ne bo na tem področju nekaj spremenilo. Zdaj ta zakonodaja je izjemno pomembna tudi v okviru teh signalov, o katerih sem govoril na začetku. Slovenija si je z veliko muko nekje ob koncu lanskega leta povrnila del kredibilnosti, ko je tudi komisar za evropske zadeve, za ekonomske zadeve Evropske unije ugotovil, da pa zdaj po 4 letih programi, ki jih slovenska vlada pošilja v Bruselj, držijo, da je tisto, kar smo obljubili, v glavnem tudi narejeno in da se s tem seveda odmika ta grožnja, da bodo drugi upravljali z slovenskimi javnimi financami in nalagali pogoje, kolikšen naj bo naš javni sektor in vse ostalo, kar je bila neposredna grožnja v lanskem letu. Ob začetku letošnjega leta zelo odmaknjena, zdaj pa je nekateri skušajo ponovno približati. Zdaj, kar se tiče zadev, ki bi bile, ali pa strateških perspektiv, ki bi bile z daljšo politično nestabilnostjo in krizo v Sloveniji tudi ogrožene, je treba nujno omeniti še to, da je letošnje leto zadnje leto črpanja sredstev iz tekoče finančne perspektive Evropske unije. Črpanje je sicer možno še prihodnji 2 leti, vendar morajo biti vsi programi in vse formalnosti zaključeni letos. Mi smo z težko muko tekom lanskega leta pospešili investiranje teh sredstev, s težko muko, ker je bilo ogromno teh ovir, niso še vse odpravljene, določene stvari so še v teku. Vlada praktično stalno obravnava te zaplete in jih rešuje in smo dvignili reševanje teh zapletov in odpravljanje ovir na ministrski nivo. Gre za stotine milijonov evrov, ki so opcija, ki so naše edino realno investicijsko sredstvo v tem času in ki zaradi blokad, nestabilnosti in zapletov v primeru, ko administraciji upade volja po delu tudi, bom rekel, preko rednega delovnega časa, kar je tukaj nujno potrebno, zaradi iztekajočih se rokov. Skratka, to je lahko vse ogroženo. Zdaj, ko smo v največji vladni stranki, ki ima tudi največ odgovornost za situacijo glede na moč, ki jo ima v tej koaliciji, razpravljali o položaju, ki je nastal po zahtevah državljanske liste in nekaterih drugih koalicijskih partnerjev in skušali predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh in tednih, smo ugotovili, da so možni 3 scenariji. Prvi je, da koalicijski partnerji, ki so se nekoliko zaleteli, ne da bi sploh preverjali stvari, stopijo korak nazaj in koalicija normalno deluje. Mislim, pripravljen sodelovati naprej in pač pozabiti te zaletave izjave, pojasniti vse, kar bi kogarkoli zanimalo glede podrobnosti sporočila korupcijske komisije. Nič od tega se ni zgodilo, nobene možnosti za to ni bilo niti volje, kar se da kaže na to, da je pri tem poročilu šlo zgolj za povod
Da je bil to povod, ki je sprožil nek scenarij, ki se je pripravljal dalj časa. Zdaj je tudi že bolj jasno, kdo vse je bil obveščen o tem, kaj se pripravlja in tako dalje in tako dalje. Ampak to je, glede na posledice, ki so nastale, relativno nepomembno. Zdaj so te posledice tukaj in ta prva možnost, ki smo jo 9. januarja predvideli kot eventuelno za državo daleč najbolj koristno in produktivno, je zdaj nerealno. Po tej dokončni odločitvi Državljanske liste včeraj je ta možnost nerealna. Ostali dve možnosti, o katerih smo takrat govorili, sta bili, da Slovenska demokratska stranka pride v opozicijo, s tem nima nobenih težav, se pravi, da nekdo drug sestavi vlado, vloži konstruktivno nezaupnico, v relativno kratkem času prevzame izvršilno oblast. Tudi to se je v Sloveniji že zgodilo in vemo, da je za to potrebno relativno malo časa. Zdaj, tretja možnost so predčasne volitve. S temi predčasnimi volitvami sta dve težavi. Ena je ta, da so postopki dolgi, da izkušnje iz leta 2011 in 2012 govorijo o mrtvem teku v tem času in kampanji, v okviru katere bi bile del pač političnih preigravanj tudi teme, ki so zdaj pred nami in za katere mislim, da ne bilo dobro, ne za nas, ne za koga drugega, da pride do tega. Zdaj, drugi večji problem pa je v tem, da ni nobenih garancij, da predčasne volitve po istem volilnem sistemu prinesejo kakšno boljšo situacijo. Zdaj, mi smo imeli predčasne volitve konec leta 2011, takrat je bilo veliko govora o novih obrazih in o tem, kako bodo te volitve vse rešile. Zdaj, prišli so ne toliko novi, ampak malo prebarvani obrazi, kar je v proporcionalnem volilnem sistemu vedno možnost oziroma je vedno največja verjetnost, ker se ne glasuje neposredno za ljudi, ampak se glasuje za listo, za stranko. In kaj potem? Če se Slovenija zaplete v nek krog predčasnih volitev vsako leto ali pa dveh volitev sredi mandata, brez tega, da bi te volitve dale kakšno drugačno sliko, kakšno bolj stabilno vlado, potem smo opravili. Potem bo Slovenija bankrotirala, ker si v tej situaciji ne more privoščiti niti mrtvega teka za 4 mesece. Obstajata torej dva realna scenarija za razplet te politične krize. Politično krizo imamo, začela se je včeraj z izstopom ene od koalicijskih strank iz vladne koalicije. In v tej situaciji sta samo dve produktivni rešitvi. Ena je dogovor o tem, da se spremeni volilni sistem, da se spremeni ustava. Nazadnje, ko so spremenili volilni sistem in ga zapisali v ustavo, so za to porabili 3 dni. V 3 dneh je prišlo do dvotretjinskega soglasja, žal na slabše, potem z odločitvijo. In da se potem doseže nek dogovor za vmesni čas glede teh ključnih projektov, ki se jih Slovenija enostavno ne more, katerim se Slovenija enostavno ne more izogniti, in da se potem izpeljejo volitve, od katerih lahko državljanke in državljani pričakujejo nek rezultat, ki bo dal stabilno vlado. Zdaj, kakšne so možne spremembe volilnega sistema, ki bi privedle do takšnega rezultata? Zdaj, na referendumu sredi 90-ih let je daleč največjo podporo doživel večinski volilni sistem, dvokrožni večinski volilni sistem, kjer pač je za poslance v posamičnem okraju izvoljen tisti, ki dobi absolutno večino. Če te absolutne večine ne dobi nihče v prvem krogu, je potem drugi krog. In izvoljen je tisti, ki uživa absolutno zaupanje volivk in volivcev. Danes po tem sistemu ni tako. Ko se prešteje volilni rezultati iz slovenskega parlamenta, izpadejo kandidati večjih strank, ki so dobili 25-30%, pridejo pa v
državni zbor kandidati manjših strank, ki so dobili 5 ali pa 6%. In 10-krat manj glasov od tistih. Ljudje mislijo, da volijo za kandidata, ker je on na listi, v resnici volijo za politično stranko. Torej, kar se tiče našega predloga, ponovili smo ga tudi pred nekaj tedni, ko je Slovenska demokratska stranka, ko je izvršilni odbor Slovenske demokratske stranke predstavil teh 10 točk za deblokado političnega sistema, je to naš predlog. Temu predlogu dodajamo tudi originalni predlog referendumskega vprašanja iz leta 1996, oziroma 97, kjer je pisalo, da lahko volivci tudi odpokličejo poslanca. Po postopku, ko kvalificirano število volivk in volivcev z kvalificiranimi podpisi zahteva ponovne volitve v posamičnem okraju, kar ne predstavlja velikih stroškov, tudi ne ogrozi stabilnosti države in samega parlamentarnega sistema, omogoča pa resno kontrolo volivcev nad tistimi, ki so jih izvolili. Jim ni treba čakati 4 leta. To je tudi ena od splošnih zahtev, ki se oblikujejo v slovenski javnosti. Zdaj to bi bil zagotovo najtrdnejši in najpomembnejši korak k stabilizaciji političnega sistema v Sloveniji. Glede na stališča posamečnih parlamentarnih strank, še posebej manjših, je verjetno iluzorno pričakovati v tej situaciji, razen če bi kriza še bistveno močneje udarila takoj, dvotretjinsko večino za takšen predlog. Obstaja pa tudi vmesne variante, ki zagotavljajo večjo stabilnost vlade in onemogočajo ponavljanje takih situacij, kot smo ji bili priča leta 2011 ali kot smo ji priča danes, ko je usoda vlade odvisna od stranke z 7 poslanci ali 5 poslanci in tako naprej. Zdaj te približne ali pa manj ugodne variante od dvokrožnega večinskega sistema so kombinirani volilni sistemi, ki vseeno zagotavljajo večjo stabilnost in tudi vsaj recimo v polovici neposredno upoštevanje volje volivk in volivcev. V Evropski uniji imamo večje število držav z takšnimi sistemi, tudi naših soseščin. In potem so tako imenovani popravki pri proporcionalnih volilnih sistemih, ki zagotavljajo vladno oziroma koalicijsko stabilnost, to pa so dodatni mandati, ki jih dobi stranka, ki na volitvah dobi relativno večino. Če te možnosti recimo ne bi bilo, oziroma če Grčija ne bi imela takšnega volilnega sistema, danes v Grčiji ne bi bilo vlade, ne bi bilo stabilne vlade, država bi bila v bistveno večji krizi in v krizi bi bilo tudi celotno evroobmočje. Enostavno tam vlade ne bi bilo možno sestaviti realno. Torej obstaja več načinov za to, da preprečimo sistematično ponavljanje situacije, ki privedejo do nestabilnosti in v prihodnjih dneh bomo z nekaterimi strankami, zdaj ne glede na koalicijo, opravili pogovore na to temo. V primeru, če bi se doseglo dogovor o tem, da se gre v spremembo volilnega sistema in se Slovenija odloči za volilni sistem, ki bi onemogočal ponavljanje vladnih kriz in zagotavljal večjo stabilnost in tudi večji vpliv volivk in volivcev na izvolitev državnega zbora, se potem možno dogovoriti tudi za vmesni čas toliko mesecev, kolikor jih je potrebnih za to, da se sprejmejo ti nujni ukrepi, ki se jim Slovenija enostavno ne more izogniti, če hočemo relativno normalno preživeti naslednje mesece in če hočemo ostati kredibilen partner tudi za druge in gremo potem na volitve po spremenjenem volilnem sistemu. To je ena od 2 produktivnih možnosti, ki ostajajo in ki tudi dolgoročno rešuje in preprečuje ponavljanje teh situacij, v kateri smo danes. Zdaj, druga takšna produktivna možnost, ki se dolgoročno ne preprečuje ponavljanje te situacije, kratkoročno pa seveda omogoči vlado z večjo večino v državnem zboru, je konstruktivna nezaupnica. Predlagam sem, da si preberete komentar k
tistemu delu slovenske ustave, k tistemu členu slovenske ustave, ki govori o konstruktivni nezaupnici. Napisal ga je, mislim, da takratni strokovni sodelavec Ustavnega sodišča, dr. Gregor Virant. V tistem komentarju je natančno razloženo, zakaj je v slovenskem ustavnem redu konstruktivna nezaupnica kot tisti inštrument, ki preprečuje dolgotrajno nestabilnost in ki omogoča, da se nova vlada, če ena izgubi večino v državnem zboru in je volja za to, da se postavi druga, postavi v 2 tednih. Odložitev konstruktivne nezaupnice do oblikovanja nove vlade rabimo 2 tedna po vseh rokih. To je alternativa 4-mesečni agoniji in volilni kampanji in vsemu ostalemu, kar bi prineslo izjemno škodljive posledice za državo. Seveda tisti, ki so povzročili to krizo, ki so izstopili iz koalicije in tako naprej, so po mojem mnenju to dolžni storiti. Ne kričati potem, naj nekdo drug nekaj stori in vloži nezaupnico, ki bo pripeljala do 4-mesečnih blokad in nestabilnosti, ampak naj enostavno zbere 10 podpisov, vložijo konstruktivno nezaupnico in okoli tega zberejo zadostno število poslancev. Glede na to, da se velik del državnega zbora po moje v tej situaciji nekoliko boji predčasnih volitev, najbrž ne bilo tako težko zbrati 46 glasov. Naj pač tisti, ki so najbolj priljubljeni, prevzamejo tudi odgovornost in prevzamejo nase tudi breme izvršilne oblasti. Zdaj, kar se tiče vlade, bo ta delovala naprej. Ti 2 rešitvi, o katerih sem prej govoril, niso ne v rokah vlade, ne v rokah Slovenske demokratske stranke. Mi smo pri obeh toliko, kolikor je to v naši moči, pripravljeni konstruktivno sodelovati. Nobene težave nimamo s tem, da se oblikuje neka nova vlada in neka nova koalicija in da, rekel, zelo hitro predamo izvršilno oblast nekomu drugemu, ki bo v državnem zboru legitimno izvoljen. V političnem smislu bo Slovenska demokratska stranka samo popravila napako, ki je naredila na začetku tega mandata, ko je šla v koalicijo z nezanesljivimi partnerji. Morali bi jih bolj poznati, pa jih nismo in to je pač naša napaka in ceno za to plačujemo. In kar se tiče predčasnih volitev, v naši stranki je veliko strokovnega znanja glede različnih volilnih sistemov, 10 let smo se s tem ukvarjali, na voljo smo z vsemi mednarodnimi primerjavami in izkušnjami in strokovnim znanjem za to, da pridemo do kakšne produktivne rešitve. Zdaj, dokler ne bo ne enega, ne drugega, bo vlada delovala naprej. Slovenska ustava ne pozna termina manjšinska vlada. Te besede v ustavnih členih mislim, da ni. Pozna pa vlado s polnimi pooblastili in vlado, ki v primeru, če se sestane nov državni zbor ali če je izglasovana nezaupnica, opravlja samo tekoče posle. V tem trenutku ima Slovenija vlado, ki ima polna pooblastila in tako bo ostalo, dokler ne bo ali ena ali druga rešitev sprejeta. To v zvezi s tem, zdaj ob koncu mogoče samo še to, da je nekako žalostno, da v času, ko je Slovenija ravno dosegla, ne govorim zdaj o lanskem letu, ampak o obdobju zadnjih nekaj let, polno mednarodno afirmacijo, ko je pravzaprav dosegla vse zgodovinske cilje, zdaj zaradi notranjih špetirov in zaradi nesposobnosti, da spremenimo nekatere sistemske ureditve v naši ustavi in našem pravnem redu, nekako prihajamo iz krize v krizo, se ukvarjamo sami s sabo, se gleda na neke, zelo parcialne interese in se dopušča, da se situacija poslabšuje. Kakšen mandat nazaj so tisti, ki so to počeli, so se tisti, ki so to počeli, igrali z belim kruhom.
danes se igrajo s črnim kruhom. V prihodnosti se bomo ukvarjali s skorjami in rženim kruhom, če se bo to nadaljevalo. Hvala lepa. Zdaj sem na voljo za vprašanje, ampak lepo po vrsti, da... Ja. Nataša Markovič, Televizija Slovenija. Jaz bi vas vprašala, govorite o finančni perspektivi, zanima me, kdo bo minister za finance, če že veste, a bo to prevzel kakšen od sedajšnjih ministrov, morda vi boste imenovali nove in kdo bojo vaši ministri čez 22. februarja, ko bo izstopil tudi Desus? Zdaj sem obe odstopni izjavi ministra iz Državljanske liste danes sprejel in sem jih takoj poslal naprej v Državni zbor. V skladu s poslovnikom Državnega zbora se mora Državni zbor z odstopnimi izjavami članov vlade seznaniti na prvi redni seji, to bo naslednji teden. In ko bo to storjeno, boste obveščeni o naslednjih odločitvah. Torej, omenili ste, da smo že v politični krizi. Ta politična kriza se nenazadnje odraža tudi v ekonomski krizi. Poznamo torej že cene za obveznice, kar je torej tudi že znan podatek. Ekonomisti pa napovedujejo, da bomo po novem zaradi te politične krize deležni tudi vse dražjega zadolževanja. Zanima me torej, kako se boste soočili s to soodgovornostjo. Nenazadnje torej tudi ministra, ki sta včeraj odstopila, sta dejala, torej, da v normalni demokratični družbi bi moral premier s takimi očitki odstopiti, vi pa kot da to odgovornost prelagate na nekoga drugega. Torej, boste sprejeli to soodgovornost za ekonomsko sliko, kakršno imamo, in zakaj vendar odlašate, pravzaprav prelagate to odgovornost na druge, ne se drugi odločijo in se ne odločite sami? Torej sem se odločil in ne prenašam te odgovornosti, povedal pa sem vam, kaj so posledice ene ali druge odločitve. Na vse, kar ste zdaj vprašali, sem jaz prej obširno odgovarjal. Zdaj, če vas moje besede ne prepričajo, si zavrtite film nazaj v leto 2011 in si še enkrat ogledajte, kaj je sledilo izglasovanji nezaupnici konec septembra tega leta. Mirko. Premier banke so objavile slabe rezultate, spet zanima me, koliko ocenjujete, da lahko nastala politična kriza v bistvu ogrozi implementacijo sicer že sprejetega projekta slabe banke, pa drugo, približno 7 vsebinskih sklopov ste našteli, zaradi katerih pač Slovenija mora imeti tudi v prihodnjih mesecih vlado s polnimi pooblastili. Zanima me, kaj pa 8. kriterij, kredibilnost predsednika vlade, saj to, da vam zaupajo v SDS, najbrž ne more biti dovolj. Mogoče ni dovolj, je pa to zame izjemno pomembno. Predvsej bolj kot to, ali mi zaupajo na kanalu ali ne. Jaz odgovarjam tistim, ki so me izvolili bodisi na funkcijo, ki jo opravljam v stranki, bodisi na funkcijo, ki jo opravljam v vladi. In tem bom tudi polagal račune, kar se stranke tiče, se je že odločala. Kar se tiče volivcev, se bodo o tem odločali na naslednjih volitvah. Tako da, kar se tiče kredibilnosti, mislim, da imam jaz glede lastne kredibilnosti predvsej manj skrbi kot kakšen medij. Ok, mogoče še 2 vprašanji. Petra. Se pravičujem, na resen del vprašanja nisem odgovoril. Zdaj, ni samo resen del vprašanja, pač mislim, da ste s to temo odprli tudi bistvo. Zdaj, te politične krize ne bi bilo, zagotovo, kolikor ne bi z odločitvami Ustavnega sodišča in z vsem tem, kar je prej sprejela vlada in parlament, postalo jasno, da bo šla Slovenija resno v stabilizacijo bančnega sistema, v sanacijo bank, če hočete, predvsem državnih. In če mi postalo jasno, da bo prišlo do združitve upravljanja z državnim premoženjem, iz katerega tako na leto po pavšalnih ocenah, po mojem mnenju, teče kakšnih 200 milijonov za vzdrževanje vsega tistega, čemur pravimo moč v ozadju, vključno za medijsko. Veliko denarja, ki je šlo bodisi iz slovenskih državnih bank, v obliki kreditov, ki po ekonomskih kriterijih ne bi smeli biti podeljeni, ali ki gredo preko reklam iz državnih podjetij in tako naprej, vzdržuje to, kar vi počnete vsak dan.
Zdaj, ali se bo ta politična kriza odrazila do te mere, da ne bo možno vzpostaviti niti kredibilnega in transparentnega upravljanja Slovenskega državnega holdinga, niti struktur, ki omogočajo začetek delovanja sanacije bank oziroma Agencije za sanacijo bank, je veliko vprašanja. Ne. Cilj povzročanja te nestabilnosti je ravno to, ne, da se to ne zgodi. Ne. Mi se bomo trudili, da bi bil rezultat drugačen, vi pa lahko pri tem pomagate ali pa škodujete. Prosim. Finance. Ker ne odgovarjate na pisna vprašanja, me zanima še par stvari iz poročila PKP. In tudi PKP, se upravičujem. Da ne tratimo časa. Ne, ker tudi pravite, da niste imeli pač priložnost pojasniti koalicijskim partnerjem, mogoče je bolj, da pojasnite celi javnosti to, ne? Recimo, zakaj poslujete veliko z gotovino? Zakaj avtomobile kupujete z gotovino, a drži, da je tudi vaša žena kupovala avto z gotovino, zakaj sodne takse plačujete z gotovino in koliko jim je v bistvu še brat dolžan iz dediščine. Potem me zanima, ker ste ocenili, da cenitev GURS-a ni v redu, me zanima, a boste potem ukinili davek za obdavčitev nepremičnin visoke vrednosti. Potem me zanima, da včeraj je bila preklicana javna zganitev trase za tretjo razvojno os, ki gre mimo vaše oziroma blizu vašega posestva. A ste imeli vi pri tem kaj zraven, ste vi rekli, da mora biti to preklicano? In zanima me še na to, kako bo zdaj izstop Državljanske liste vplival na sestavo nadzornega sveta SDH-ja, ki je razdeljen med opozicijo pa koalicijo. Tako, samo bistveno vprašanje za osrednji finančni dnevnik. Bom vseeno odgovoril. Zdaj, kar se tiče poslovanja z gotovino, zelo malo poslujem z gotovino. Vse transakcije, ki so bile gotovinske, sem jaz korupcijski komisiji pojasnil. V pritožbi, ki je bila vložena, je to tudi dodatno natančno pojasnjeno. In ta pritožba bo predstavljena slovenski javnosti v podrobnosti. Za vsak stavek, ki ga je napisala korupcijska komisija, obstaja odgovor. In takrat, ko bo približno toliko ljudi spremljalo kakšen medij, kot je spremljalo recimo tiste inkvizicijske poglede Slovenije, ker ni bilo nobene možnosti za obrambo, takrat bodo ti detajli tudi predstavljeni. Vsekakor pravočasno, preden bo padla sodba volivcev, ki je tukaj edina relevantna. Dobro, še zadnje vprašanje. Kar se tiče te ene od neuradnih različic tras za tretjo razvojno os, je Ministrstvo za promet danes pojasnilo te stvari. Jaz sem o tem, da je to razgrnjeno slišal od sosedov, ki so se razburjali, tako da toliko o mojem vedenju. A vi ne bi imeli nič proti, če bi šla trasa tam? Jaz to razpravo sploh nisem bil vključen, niti natančno ne vem, kje naj bi šla trasa. Poleg tega je popolnoma jasno, da ko gre za tretjo razvojno os, nobena trasa, ki predvideva velike viadukte in dolge tunele, ne pride v poštev iz finančnih razlogov. GURS? Davek na obdavčitev nepremičnin višje vrednosti? Jaz sem glasoval za ta davek. No in zakaj bi... Vi pravite, da cenitve oziroma ocene GURS-a niso v redu, ne? Ta davek je nastal na podlagi teh cenitev. No in kaj ima to veze z mojim konkretnim primerom? Jaz sem tisto parcelo v Trenti kupil in prodal, preden so bile narejene te cenitve. To nima nobene zveze s tem. Dobro, Vera, prosim. Sem prej odgovoril. Vera Ladič, POP TV, premier, pravite, da ste ta hip na čelu vlade s polnim pooblastili, ker termina manjšinska vlada naša ureditev ne pozna. Po vaši oceni, kaj pa se bo zgodilo, ko boste izstopila, tako kot napovedujejo, tako v Desusu kot v SLS-u, bo takrat še vedno vlada s polnim pooblastili, kaj takrat? In pa morda glede upravnega spora, ali lahko poveste vsebino tožbe, kaj boste izpodbijali? Izpodbijeno vse tisto, kar ne drži, in tega zelo veliko, ne? Med drugim si ključni očitki in jih je zelo enostavno zavrniti. Kar se tiče pa statusa vlade,
pa kot sem že dejal, ne, v ustavi ni manjšinske vlade. Še kakšno vprašanje? Dobro, v mikrofon, prosim. Gospod predsednik vlade, Zoran Potič, Delo. Pojasnili ste prej, da predmeta spora tudi danes na vladi niste potrdili, da je bilo gradivo v bistvu slabo pripravljeno. Ali to pomeni, da Slovenija do 11. februarja ne bo ujela tega roka, ki bi dogovorjen lansko leto v Hagu? V čem so težave pri tem predmetu spora in ali se dogovarjate s hrvaško stranjo, da bi se ta rok za oddajo teh pomembnih dokumentov, predvsem memoranduma, premaknil v kasnejši datum? No, jaz mislim, da bo Slovenija ta rok ujela. Ne bo pa to odločitev vlade, to bo odločitev državnega zbora in ko bo ta tema v državnem zboru, boste lahko njim postavili vprašanje, sicer so pa je priprava teh gradiv stala, mislim, da slovenske davkoplačevalce doslej 2,5 milijona evrov, nekaj je bilo narejeno, tako da pač elementi obstajajo, gre pa seveda za odločitev, za politično odločitev, ki bi v tem primeru sprejel slovenski parlament. Če že v mikrofon, prosim. Dejali ste, da je bil slabo pripravljen. To je skoraj težko verjeti, glede na to, da se je eno leto to pripravljalo z mnogimi podskupinami, s tujimi advokati, s pomočjo tujih advokatov. Kaj to pomeni slabo pripravljeno? Ne vem. Ko ste vi slab spis napisali v šoli, pa je, ali pa ste slabo odgovarjali na vprašanje, kaj je rekla učiteljica. Prosim. Koliko su zapravo realne šanse da Slovenija ratificira ugovor Hrvatske i Europske unije u idućih mjesec dana i hoće li dalje ustrajati Slovenija u stavu da se ugovor veže, dakle, uz dogovor stručnjaka Arhara i Rogića oko Ljubljanske banke? Zdaj, na prvo vprašanje je težko odgovoriti, ker situacija, v kateri je Slovenija, ni stabilna politična situacija. Za reševanje tega vprašanja bi potrebovali stabilno politično situacijo. Kar se tiče obvez, ki jih je kakšna država sprejela za ratifikacijo mednarodnih sporazumov, je stališče jasno, ne samo Slovenije, ampak tudi Evropske unije. Decembrski svet Evropske unije je sprejel zaključke, ki si jih lahko pogledate, v tistem delu, kjer ti zaključki govorijo o pripravljenosti Hrvaške, da se od Hrvaške pričakuje spoštovanje mednarodnih dogovorov, ključno za sukcesijskimi. Prosim. Amela Čilić, RTL, Televizija Hrvatska. Hoćete li dalje ustrajati na zahtjevu da Hrvatska povuče tužbe protiv za Ljubljansku banku i za ratificiranje? Kao uvjet za ratificiranje? Ja, mislim, da sem že prej odgovoril. Ne gre samo za stališče Slovenije, gre tudi za stališče Evropske unije, da je potrebno spoštovati mednarodne dogovore, ratificirane mednarodne dogovore, vključno z sukcesijskimi. Kar se tiče Slovenije, veste, da je naše stališče, da je bilo to vprašanje urejeno znotraj sporazuma o sukcesiji, ki ga je tudi Hrvaška podpisala in ratificirala, in nobene dodatne zahteve tukaj ne pride v poštev. Zdaj mislim, da so vprašanja izčrpana. Hvala lepa. Ostalih točkah z dnevnega reda boste obveščeni preko spleta oziroma izjave.